Danes v Pomurskem dnevniku. Prleški mošt spremenili v vino. 100% podražitev paviljona Expano. Po zimi poskrbite za svoje živali. Noben se ni odzval. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Martinovanje v središču Male Nedelje ima večletno tradicijo, za kar so zaslužni v Društvu vinogradnikov Mala Nedelja. Vsako leto na Martinovo nedeljo za vse obiskovalce pripravijo tudi kakšno novost. V Mali Nedelji so ob dobri jedači in pijači poskrbeli tudi za najpomembnejše opravilo. Krst mošta so letos pri njih opravili Gorenjci. Ta naloga je bila zaupana Društvu kulturnih dejavnosti Vagant iz Kranja. Vinogradniki so ob tej priložnosti tudi poizkusili mlada vina. Danes bomo kot Društvo vinogradnikov Mala Nedelja imamo en poseben prostor zunaj na parkirišču, ki se dobimo, da poskusimo mlada vina. Mala Nedelja je zelo vinorodni okoliš, zato ne čudi, da so, ko gre za tovrstne dogodke, še posebej aktivni. V tem koncu naše občine so izjemno aktivni, vinogradniško društvo, in jaz sem prav vesela, ker imajo čez celo leto kar veliko prireditev, ki so zelo dobro obiskane. Tudi vinsko kraljico izberejo, sedaj so si tudi pred dnevi se je zgodila ena zelo lepa prireditev iz zemlje v Trsek, tako da imajo res en taki spoštljiv odnos, ogromno je vinogradnikov, tukaj se pogovarjam recimo z našimi vinogradniki na tem območju, predeljujejo ogromne količine vin in zanimivo je, da prodajo vse doma v kleti. To pomeni, ker imamo tukaj spodaj tudi turistično točko Bioterme pri Mali Nedelji, ki so nedavno dobili tudi znak Marjetice, in mi kot zelena destinacija to spodbujamo in ti domačini nam izjemno dosti pomagajo pri tej turistični ponudbi, kajti ravno ti vinogradniki povabijo te turiste, ki pridejo v Bioterme, v svoje kleti, jih tam prepričajo, kakšna odlična vina imajo in se tudi ti ljudje zelo radi vračajo k nam. Obiskovalce je s svojim prihodom razveselila tudi vinska kraljica Male Nedelje. Martinovo je predvsem praznik za vse tiste pridne ljudi, ki celo leto delajo v vinogradu, se trudijo in da svoj ključni izdelek potrdijo, se pravi, da iz mošta uradno postane vino. To je izjemna čast za vse vinogradnike tukaj okrog. No in ta okoliš, čim se lahko najbolj pohvali oziroma na kaj so vinogradniki najbolj ponosni? Pohvalimo se lahko predvsem z številom pridelovalcev vina, ker v našem društvu je ogromno članov, ki pridelujejo izvrstna in kakovostna vina. Žanjemo izjemne sadove, bom tako rekoč rekla, ker na Ptuju poberemo vsa priznanja, bojijo se nas, tako bom rekla. Rastejo, res imamo odličen okoliš, odlična vina in to tudi potrjujemo na tekmovanjih širom Slovenije. Martinovanje je zanje poseben dogodek. To je največji praznik, ko spremenimo mošt v vino. In to je za nas nekaj najlepšega, najboljšega. Te besede zagotovo povedo dovolj o tem, koliko ta praznik pomeni ljudem iz Male Nedelje. Ob Soboški Kamenšnici so vidni zametki regijskega promocijskega centra Expano, ki naj bi postal gospodarsko in turistično vozlišče Pomurja. Dela so se že začela, a cena projekta je bistveno porasla in mestni svetniki s tem niso najbolj zadovoljni. Vrata v Pomurje, ki naj bi postala gospodarska in turistična točka naše regije, bodo predvidoma odprli spomladi oziroma poleti prihodnje leto. Paviljon, ki je stal že na svetovni razstavi Expo Milano leta 2015, naj bi s spletom sodobne tehnologije ter inovativnih pristopov ponudil novo vstopno točko za odkrivanje Pomurja. Vrata v Pomurje naj bi med drugim obsegala doživljajski park, trgovino z regijskimi produkti oziroma spominki, center mobilnosti in restauracijo kot kulinarični laboratorij panonskih dobrot. Na podlagi izračunov tržne analize in investicijske dokumentacije se predvideva, da se bo obiskanost objekta gibala okoli 40.000 obiskovalcev letno. Leta 2021 naj bi torej paviljon obiskal že 100.000 gost. Toda z velikimi projekti pridejo tudi visoki stroški.
Ti so od predvidenih 2 milijona 400 tisoč evrov narasli že na 4 milijone 600 tisoč evrov, kar je skorajda 100-odstotna podražitev. Ravno zaradi tega so nekateri mestni svetniki izrazili svoje pomisleke. Ti so povezani predvsem s samo vzdržnostjo projekta in prihodki, ki naj bi jih Vrata v Pomurje prinesla. Prihaja zimski čas, spremembe pa občutijo tudi živali. Zanje je v tem času treba ustrezno poskrbeti, kako jim pomagati in kakšni so nasveti ljudem, pa nam bo povedala Petra Gjurec iz Društva za zaščito živali Pomurja. Petra, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Torej, s kakšnimi primeri se najpogosteje srečujete v Društvu za zaščito živali sedaj v tem času, ki prihaja? Tudi v zimskem času smo vsak dan na terenu in se dostikrat srečujemo s primeri, ko za živali ni primerno poskrbljeno, ko nimajo sploh zavetja, nimajo pasje ute. Našli smo v zimskih dneh psico privezano na metrsko verigo na betonskem vodnjaku, potem pse privezane ob drevesa, ob različne objekte, brez zavetja, po njih pada sneg. Take, ki so zaprti v boksih, brez strehe, tla v takem boksu so mokra ali pa zaledenela, zasnežena, psi so posledično mokri, premraženi. Naleteli smo že tudi na mrtve pasje, mačje mladiče, ki so pač zaradi hladnih temperatur zmrznili. Potem ni pa vse lepo tudi tisto, kar se dogaja za štirimi stenami. Včasih imamo priložnost pogledati tudi krajnim živalim v hleve. Tam so tla betonska, mokra od iztrebkov. Če je zunaj minus, je posledično hladno tudi v hlevu in te živali spijo, ležijo na takih tleh. Nimajo se priložnosti umakniti na suho. In super bi bilo, da se vsak od nas tu in tam poskuša postaviti v njihovo kožo. Kakšni so torej nasveti ljudem, kako delati z živalmi v tem letnem času? Naša velika želja je, da bi imela vsaka žival priložnost živeti svoji vrsti primerno življenje, ker pa smo jim ljudje žal to odvzeli, se moramo potruditi, da jim bo z nami čim bolj prijetno. Tako da naš nasvet je, da hišne ljubljenčke vzamemo k sebi v dom, da so naši družinski člani. Če pa so že zunaj, pa v primeru za pse poskrbimo, da imajo primerno zavetje, primerno pasjo uto. Ta naj bo iz 2 delov, tako da prvi del služi kot lovilec vetra, notranji del pa je pač ležišče. Naj bo velika ravno toliko, da lahko pes not stoji in leži. Not mu lahko damo toplo, suho deko. So pa psi, ki iz dolgčasja to raztrgajo, zvlečejo ven, v tem primeru pa je pač rešitev slama, ki naj bo tudi suha in pač redno menjana. Kako pa lahko v primeru hudega mraza pomagamo prostoživečim živalskim vrstam? Za prostoživeče živalske vrste pa recimo v primeru za ptičke lahko jim postavimo ptičje hiške, krmilnice, ki so na suhem, se pravi, da niso izpostavljene vremenskim vplivom, vetru, da nimajo mačke dostopa do tam. Recimo dostikrat nas kličejo ljudje, ko vidijo na polju labode, pa so zaskrbljeni. Labodi ne grejo v tuje kraje, ostanejo pri nas. Je pa zaskrbljiv, pač pokličejo pa nas naj, če vidijo laboda samega. Se pravi, takrat pa obstaja možnost, da je pač zamrznil in pač da potrebuje pomoč. Bi pa še tu opozorila lastnike mačk. Dosti klicev prejmemo v zimskem času, ker so mačke izgubljene ali pa najdene. Mačke se zelo rade hodijo gret k motorju avtomobila in se pol nehotekom odpeljejo na izlet, ljudje jih iščejo in na to sploh ne pomislijo. Tako da vsi, ki v zimskem času ali pa tudi zdaj pogrešate mačke, naj pomislijo tudi na opcijo, da se odpeljala ali z njimi v trgovski center, pa jo iščejo tam ali pa s kakim gostom pač, ki je bil na obisku. Petra, hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam. Število dijakov in študentov se je v Sloveniji v 10 letih zmanjšalo za nekaj manj kot 26%.
To pomeni, da bo v naslednjih letih toliko manj mladih vstopilo na trg dela, kažejo ugotovitve avtorje projekta Zlati kamen. V Ljubljani se v tokratnem študijskem letu šola 8464 dijakov in študentov manj kot pred 10 leti, kar je 30% zmanjšanje. V Mariboru se je število skrčilo za 3670 ali za 36%. V 12 krajih je padec števila šolajočih se mladih večji od 40%. Ukolikor pogledamo starostno skupino med 15 in 26 letom, kamor sodijo dijaki in redni študenti, se je ta v 10 letih skrčila za 68.608 oseb ali za 22%. Število mladih se je zmanjšalo prav v vseh slovenskih krajih z izjemo Ljubljane in Škofljice. Število mladih se je najbolj zmanjšalo v Posočju, pri čemer prednjači Bovec, kjer je mladih za pol toliko kot pred 10 leti, le malo bolje v Tolminu in Kobaridu. Med vidnejšimi kraji, kjer se je populacija mladih med 25 in 26 letom skrčila najbolj, so še Lendava, kjer je 43% manj mladih, Velenje, Hrastnik in Črnomelj. V 78 krajih v Sloveniji je padec populacije mladih večji od 30%. Kot pravijo avtorji projekta Zlati kamen, bi nas to moralo skrbeti, kajti manj mladih, ki vstopijo na trg dela, pomeni tudi manj plačnikov v pokojninsko blagajno. V Gornji Radgoni bi morala potekati javna predstavitev oživljanja in naprave, ki rešuje življenje. Na začudenost organizatorjev se vabilo ni odzval nihče. Radgonski Rdeči križ in zdravstveni dom sta v športno-rekreativnem centru Trate v Gornji Radgoni pripravila predstavitev temeljnih postopkov oživljanja. To poteka ob uporabi avtomatskega eksternega defibrilatorja za športna in rekreativna društva, ki delujejo in se zadržujejo tam. A kot kaže, omenjenih to ni zanimalo dovolj, saj se predstavitve ni udeležil nihče. Po naših podatkih je bilo na predstavitev povabljenih okoli 30 športnih društev, v katerih deluje vsaj 400 članic in članov vseh starosti. Defibrilator sicer sam glasovno vodi postopek, a je kljub temu treba izvajati še dodatne postopke, ki jih strokovnjaki pokažejo ravno na teh predstavitvah. Spomnimo, letos pomladi je na omenjenem stadionu nenadoma umrl nogometaš rekreativec, zato je razvojna agencija Pora nabavila defibrilator, ki je na športno-rekreativnem centru Trate na voljo 24 ur dnevno. Brez izobraževanja ne gre, saj je ključnega pomena takojšnje oživljanje, ki ga pokažemo na teh predstavitvah in ga udeleženci lahko tudi poskusijo, nam je povedala Slavica Menciger iz zdravstvenega doma Gornja Radgona in dodala, da so zelo razočarani nad neodzivnostjo povabljenih. Na sobotainfo.com poročajo o tem, da so mladi iz Cankove novo znanje pridobivali na Poljskem. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo na jugovzhodu pretežno oblačno, drugod pa delno jasno z zmerno oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 5 stopinj, v Lendavi, Radencih in Murski Soboti pa 8 stopinj Celzija. Jutri bo na jugovzhodu pretežno oblačno, drugod pa delno jasno z zmerno oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na severu do -8, najvišje dnevne od 4 do 7 stopinj Celzija. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -2 do -3 stopinje Celzija, dnevne pa okoli 7 stopinj Celzija. V četrtek bo na Primorskem sončno, burja bo postopno oslabela. Drugod bo večinoma oblačno. V petek bo večinoma oblačno, pooblačilo se bo tudi na Primorskem.
Temperature pri nas bodo zjutraj med 4 in 5 stopinjami, dnevne pa od 6 do 8 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do jutri.